Pozdravljeni, tu Blaž, govoril pa bom o prvem predpogoju za samorefleksijo, ki ga moramo opraviti oziroma ki ga moramo razumeti, zato da sploh lahko samorefleksijo izvajamo. In sicer ta prvi, najbolj pomemben korak oziroma spoznanje, ki ga moramo ozavestiti, je to, da mi kot živa bitja nismo naše misli in nismo naša čustva. Mi kot živo bitje samo proizvajamo misli in proizvajamo čustva, ki jih doživljamo. In že ta prvi korak je problem pri večini ljudi, ker se niti tega ne zavedamo ponavadi. Tako da, to je v bistvu to, da začnemo opazovati samega sebe, svoje misli in svoja čustva in da hkrati razumemo, da mi nismo naše misli in naše čustva, kar pomeni, da se osredotočimo na dihanje, na zavedno dihanje. In ko se zavedamo lastnega dihanja, potem lahko začnemo opazovati svoje misli in svoje čustva, brez da bi jih smrtno resno jemali, ne? Se pravi, brez da bi verjeli, da smo to dejansko mi, ne? In na tak način se nekako odmaknemo od teh svojih misli in čustev, pač do te mere, da obrnemo pozornost v samega sebe in potem lahko začnemo se opazovati. In to je ta prvi, najbolj nujen korak oziroma spoznanje, ki ga moramo ozavestiti, da lahko začnemo z procesom samorefleksije. Potem pa lahko nadaljujemo, ne, z vsemi ostalimi stvarmi, kot so recimo izpisovanje v samoiskrenosti, uporaba samoodpuščanja, da si odpustimo določene miselne vzorce in čustvene reakcije in vedenjske vzorce, da spoznamo sploh, kako razmišljamo, zakaj razmišljamo, kako čustvujemo, zakaj, kdaj si ustvarjamo kakšna čustva in da sploh dejansko začnemo opazovati, kakšne so posledice teh naših misli in čustev. Ne, ali so dejansko za nas koristne te posledice ali niso koristne. Torej, to je ta prvi korak. Če nisem bil dosti jasen, lahko napišete kak komentar ali pa posnamete svoj video, ga prilimate spodaj in se bomo še kaj pogovarjali o tem. Drugače pa zaenkrat hvala lepa in lep pozdrav.